Knjiga, kot smo jo nekoč poznali, danes seveda izgublja tisto mesto. Ne? Kar ne pomeni, da izgublja mesto beseda, ne pomeni, da izgubljajo mesto avtorji. Medij se rahlo menja oziroma drobi in drobi se komunikacija. Danes dejansko vse medijske vsebine, ki se pojavljajo v knjigi, seveda ta prostor drobijo. Ne pomeni pa, da je zaradi tega placa manj, ampak je zmeraj več. Zanimivo, ne? Ker je knjiga pač danes mora deliti svoje zgodbe, svoje vsebine mora deliti in z filmom, in z računalnikom, in z radijem in z vsem možnim. Zato, ker danes enostavno nismo več navajeni, da bomo živeli samo od močenka, domače rečeno. To seveda potegne za sabo tudi drugačne načine plasmaja knjige, drugačne načine prodaje. Danes je tako, da v tem globalnem svetu, kjer se nekaj začne, se potem tisto zelo hitro vali dalje, ker snežna kepa narašča in potem imamo nekatere avtorje, včasih dobre, včasih manj, ki za sabo potegnejo cel kup kupcev, bralcev, ki postanejo nek fenomen. Ne? Ampak treba je delati, se mi zdi, na tistih drugih knjigah, na tistih, ki še zmeraj ohranjajo intimo, na tistih, ki se dotikajo človeka od blizu, na tistih, ki govorijo resnice, ki niso zmeraj najbolj popularne in ki se ne slišajo najbolj glasno. Na tem je treba delati in to, kot rečeno, na vseh poljih, na vseh področjih. O tem je treba govoriti, o tem je treba pisati, to je treba predstavljati na film, to je treba predstavljati v elektronske knjige. Tako da, mislim, danes moramo predvsem govoriti o vsebinah. O tem, kjer vsebine so pomembne, kako jih bomo predstavljali in to seveda pa odvisno tudi od tega, kako se bodo tudi založbe, tudi te neke organizacije, ki so bile vzpostavljene za to, da knjigo furajo, kako se bojo razvijale naprej. Kako je pravzaprav slovenski kulturni akciji v Argentini, v diaspori uspelo ne samo ohraniti slovensko besedo, ampak jo dejansko oplemenititi z nekimi vrhunskimi deli, z vrhunsko umetnostjo? Ja, torej, kot smo že večkrat omenili, čudeža ni nikoli pri takih kulturnih stvareh. Fakt je, da so ljudje to, kar so deklarirali, kar so trdili, glede vrednot, slovenstvo in krščanstvo. In da so to starši predvsem to živeli. Recimo, danes se to gledam nazaj, to je zdaj 60 let, Tam si ti živel v slovenskem krogu, ali pa v zunanjem krogu, navadno med tujci, zdaj sem bil pri Amerikancih v službi, ampak sobote in nedelje je bila samo slovenska. Teatri, koncerti, literarni večeri. Vse povezano pač, ker imaš to rad, čisto preprosto. Ves čudež je to, da imaš nekaj rad. Ker je skoraj smešno. Sem dobil v prejšnji teden eno pismo, kako je to mogoče, da pride v Argentino 6000 ljudi. To je ena večja vas. In da je zdaj 180 publikacij. Brez kakšne subvencije, da smo si jasni, brez honorarjev. Pač ena posebna stvar. Zato tudi ni noben čudež, če danes srečaš 4. generacijo otroka, ali ko pridejo kakšni moji znanci, ki ga 4-letni otrok ne govori po slovensko. To je pač ena naša posebnost, ki pove, da se da marsikaj narediti, veste. Od maloš tisti depavci zvivit genus humanum, pravi, da sta dva pomena. Človek potrebuje zelo malo za življenje. Pomeni pa tudi, od malo številnih ljudi lahko nastane marsikaj zanimivega. In to je pomembno za en 2-milijonski narod. Če bi se mi tega zavedali, samo kvaliteta, samo zavest identitete, ne globalizacija. Mi smo vsi globalizirani, samo to nas lahko reši.
Knjižni sejem se je pravzaprav rodil v Frankfurtu na knjižnem sejmu, ko smo zvečer sedeli pri večerji 4 slovenski založniki iz 2 založb, profesor Košar iz založbe Obzorja, Dušan Drolc iz založbe Obzorja, Miloš Mikeln iz Cankarjeve založbe in jaz tudi iz Cankarjeve založbe, in tam je beseda tekla o sejmu in mislim, da je bil profesor Košar, pa se natanko ne spomnim, je rekel, pa zakaj ne bi imeli Slovenci knjižnega sejma tudi. No, jaz sem bil takrat tudi predsednik odbora za založništvo pri Gospodarski zbornici. To je bil odbor, kjer so morale biti vse slovenske založbe včlanjene. No, in ker je beograjski knjižni sejem že imel dolgo tradicijo in so tudi Slovenci velikokrat tam nastopali s svojimi izdajami vsako leto, smo naleteli na razumevanje, da bi tudi Slovenci imeli svoj knjižni sejem, kjer bi založbe enkrat na leto predstavile najširši publiki svojo produkcijo. No, in tako se je rodil Slovenski knjižni sejem in prvi je bil leta 1972, kjer je 17 založnikov razstavljalo 3000 knjig. No, na tem knjižnem sejmu tukaj je tudi razstavljenih 3000 knjig, ampak iz enoletne produkcije. Torej vidi se, da je založništvo in sejem, da so naredili velik napredek, velik razvoj in nismo zaman že pred leti Slovenskega knjižnega sejma imenovali največja slovenska kulturna prireditev. Ob tem jubileju se velja spomniti tudi še na eno politično anekdoto. Ob prvem sejmu odbor, ki je bil imenovan sejemski odbor, je bil mnenja, da naj bi prvi sejem odprl predsednik vlade, ki je bil takrat Stane Kavčič. Mi smo zaprosili za avdienco uradno in smo 3 člani odbora organizacijskega, Ivan Bratko, znani slovenski založnik, Gregor Kocjan, ki je začel raziskovati mnenje bralcev in kupcev knjig, in jaz šli v avdienco in Stane Kavčič je izgledal kar zadovoljen s tem povabilom. Povedal nam je, kako si predstavlja, kakšen govor naj bi imel na otvoritvi. Mi smo se lepo zadovoljni poslovili in odkorakali. Popoldne je bila seja centralnega komiteja partije, kjer so Staneta Kavčiča odstavili. In seveda z otvoritvijo ni bilo nič. No, k sreči je Ivan Bratko dobro poznal Josipa Vidmarja, tedanjega predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, in je on pristal, da je otvoril sejem.